Dobrodošli v Zemanti, dogodku Silicijevih vrtičkov ob letni objavi poročila o startup ekosistemu. Moje ime je Aleš Petič in bom poskušal voditi današnje popoldne, pri katerem posebej pozdravljam predstavnike političnih strank in pa zelo vidne predstavnike slovenskega ekosistema in seveda tudi medijev. Cilj današnjega popoldneva je en iskren pogovor o tem, kaj startup industrija pravzaprav je, kaj startupi so in kam želimo z njimi pravzaprav iti. Startupi so v Sloveniji pravzaprav relativno mlada industrija, vsega skupaj, bom rekel, enih prvih startupov, ki smo jih naredili, so bili približno 10 let nazaj, vendar je v zadnjih 10 letih, kot bomo danes slišali, se je razvilo iz tega marsikaj. Startupi kot podjetje so pač ena od oblik podjetništva, tako kot je to socialno podjetništvo, obrtništvo ali še kaj drugega, ampak ima nekaj specifik, ki jih pa žal naš sistem ali pa vsaj naše okolje velikokrat ne sprejema še tako, kakor bi si jih želeli. Slovenski startupi ali pa startupi na splošno so tipično mlada podjetja, ustanovljeni so strani večinoma mlajših ljudi, ne pa tudi vedno. Ponavadi vključujejo kakšne visokotehnološke rešitve, imajo relativno nizke zahteve po investicijah v smislu stavb in strojev, a po drugi strani relativno visoke zahteve po tem, kdo ta startup je, torej po ljudeh in po ekipi. Slovenski startupi v zadnjih 10 letih so po naših ocenah ustvarili nekaj tisoč delovnih mest. Vsa ta delovna mesta so, bi lahko rekli, visoko kvalificirana z izjemno visoko dodano vrednostjo. Slovenski startupi so per capita verjetno eni najbolj uspešnih celo v svetu. Kakšne države, kot so Izrael, so še nekaj pred nami, ampak mi imamo zelo velik potencial, ki ga pa po našem mnenju še premalo izkoriščamo. Startupi so praktično neopažena kategorija, kakor boste danes videli, verjetno najhitreje rastoča gospodarska panoga, še posebej, če pomislite, da so te rasti nastajale v zadnjih letih, ko se je vsaj v našem žargonu pravzaprav dogajala neka nuklearna zima na gospodarskem področju. Mladi podjetniki, ki niso uspeli udejaniti svojih podjetniških ambicij, svojih poklicnih ambicij drugje, so šli v podjetništvo. In startupi so bila ena od možnosti, ki pa so jim dala priložnost, da naredijo nekaj velikih zgodb. Vsi poznamo zgodbo podjetja Outfit 7, se pravi podjetja, ki je bilo ustanovljeno strani slovenskih podjetnikov, takih, ki so že imeli izkušnje, in tudi to podjetje oziroma naslednik danes v Sloveniji zaposluje približno 200 ljudi. Večina kapitalskih donosov se ustvarja drugje. Velik razlog je predvsem v okolju, ki smo si ga ustvarili. Danes sedimo v prostorih podjetja Zemanta, ki je bilo en prvih slovenskih startupov, ki je uspelo dobiti tuj kapital. Pred 10 leti pridobili smo kapital v Londonu, kakor tudi v New Yorku. To podjetje se je lansko leto uspešno prodalo in vendar je nov lastnik se odločil, da bo precejšen del ekipe obdržal v Sloveniji. Vse to se je dogajalo brez sodelovanja države ali celo kljub sodelovanju ali nesodelovanju države, o čemer lahko spregovorimo še nekoliko kasneje. Na seznamu uspešnih startupov, ki smo jih ustvarjali, jih imamo seveda še kar precej. Ena največjih zgodb, skoraj da že zaključenih zgodb v kriptosvetu je Bitstamp, ki je pravzaprav banka, ena prvih resno reguliranih kriptobank, ki posluje večinoma v Kranju. Kje formalno poslujete, si lahko mislite, si lahko domišljate, ampak lahko vam zagotovim, da žal to ni Kranj. In tudi o tem se moramo danes pogovarjati. Startupi so naša prihodnost in mislim, da jih moramo tako tudi obravnavati in s tem narediti čim več. Zato smo danes povabili predstavnike verjetno bodočih
ne bom rekel vladarjev, ampak članov bodoče vladajoče strukture, vsaj nekateri izmed njih, zato da bi od njih dobili en iskren pogled na to, kaj si mislijo o tem, mladem, o tej mladi podjetniški panogi. Da bi pa začeli, bi prosil pa Boštjana, da nam predstavi letošnji pregled oziroma bero leta 2017, kaj so startupi ustvarili v lanskem letu. Hvala, Aleš. Jaz moram samo malo logistiko zrihtati, ker imam malo kratek kabel za monitor. Tako da, če mi ne zamerite, bom jaz kar klej sedel, prav. Zdaj, jaz sem bolj iz Jarkov, skupaj z Alešem in Andražem smo začeli z Zamanto 10 let nazaj. 5 let nazaj smo z Jugotom začeli tole preštevanje, ker se nam je leta 2012 zdelo, da imamo pa že toliko startupov, da jih skoraj noben več se ne spomne vseh in jih treba nekam zapisati. In zdaj 5 let kasneje jih imamo že toliko, da v bistvu imamo lahko takele fajne dogodke, kar mi je skrajno všeč. Letošnje leto je bilo spet rekordno. Če ima kdo kakšno vprašanje vmes, kar dajte, ker meni se ene stvari zdijo pač samoumevne. To, da je 140 milijonov dolarjev kapitala globalno šlo v startupe slovenskih podjetnikov, se mi zdi skrajno super, ker smo mi začeli, smo v bistvu Zamanta je dobila prvi milijon od teh, spravo 10 let nazaj, zdaj je pa 140 na leto. Druga pomembna stvar je, imeli smo vsaj 3 dokumentirane večje exite, oziroma prodaje startupov, to je tisto, za kar se podjetniki v startupih ponavadi prizadevamo, kar si zares želimo, ker to pomeni, da smo ustvarjali podjetje, ki je še za nekoga drugega nekaj vredno na trgu. Poleg tega, da ima to prednosti za ustanovitelje. Tako da, to, da slovenski ekosistem zdaj vsako leto sproducira enih par exitov, pomeni, da podjetniki vemo, kaj delamo. In da je v bistvu raste ena skupina podjetnikov, ki so naredili cel cikel od ustanovitve iz nič do tega, da so naredili globalno podjetje in ga uspešno prodali. Lani se nam je zgodila kriptorevolucija in eksplozija ICO-tov. To bomo danes še nekajkrat videli, ampak verjetno imamo zdaj daleč največjo koncentracijo znanja per capita o kripto in ICO ekonomiji. Zdaj, kam bo to šlo v svetu, bomo videli, ampak trenutno pa je v Sloveniji res veliko znanja na tem področju, ki ga mladi podjetniki s pridom izkoriščajo. Končno se začenjajo pogovori z zakonodajalci, ki smo jih pogrešali v naših časih 10-5 let nazaj. V glavnem, kako to izgleda, kako izgleda $500 milijarde v zadnjih 5 letih, to so teh 5 stolpcev tukaj. 60 let, leta 2014, 60 milijonov se mi je zdelo skrajno veliko in potem smo imeli še enkrat več 2015 in zdaj smo kar tam. Zdaj kar tole je tam okrog 100 milijonov plus minus 50. To pomeni, da v bistvu slovenski podjetniki na globalnem kapitalskem trgu se še kar dobro znajdejo. In tudi število investicij, ki se seštevajo sem noter, je stalno tam nekje nad 100. Letošnje leto imamo že v prvem kvartalu 40 milijonov zbranega kapitala. Spravo pričakujemo še eno noro dobro leto, ker ta prava sezona je ponavadi tik pred poletjem ali pa tik pred novim letom. Tako da gremo zdaj pogledati, kako je 2017 izgledalo, kakšna je bila struktura teh podjetij in teh investicij. Največjih 5. Tisto, kar je zanimivo, je, da ni vseh 5 ICO, ampak so samo 3. Layer pa Celtra sta trenutno največja slovenska taka klasična startupa. Oba dva seveda delujeta v Ameriki, Layer na zahodni obali v Kaliforniji, Celtra v Bostonu. Ampak oba imata zelo ključne slovenske ustanovitelje, ki so postavili to operacijo. Celtra ima celo prisotnost tukaj v Ljubljani. Ostali 3 so pa čisto novi ICO-ti, ki noben zares ne ve točno, kaj delajo. Zato, ker so res zdaj globoko v jarkih in pridno gradijo svoje bodoče firme, ki bojo v naslednjih 5 letih
v bistvu bistveno krojili izgled te krivulje. Raznolikost teh investicij, dajmo najprej po številu, kar veliko ene aktivnosti pride iz državnih sredstev, se pravi sredstev podjetniškega sklada. Tisti program na SPS je kar lepo utečen, lepo sodeluje z ekosistemom, zbirajo se vedno boljši startupi. Na začetku smo še kdaj videli kakšne, ki so bili sumljivi, letos je bistveno boljše. Potem crowdfunding je še kar stabilen, to so Kickstarterji in take stvari, ki so bile zelo popularne 3 leta nazaj, ki so imeli cel boom. In od takrat naprej so kar stabilni. Imamo vedno enih 10 do 20 uspešnih Kickstarterjev, ki naberajo od 1 do 3 milijone. To je nekako standard. To je ona veja startupov, ki pride iz tradicije obrtništva, jaz ponavadi rečem, ker to so ponavadi dejansko oni garažni startupi, ki naredijo nekaj res zanimivega, kar imajo ljudje radi, ker ljudje radi primejo v roke in kupijo. Tako da nekateri ki začnejo na Kickstarterju, postanejo resna podjetja kasneje. Recimo Lumo je tak zanimiv. Tako da oni bodo tudi v prihodnjih letih, vsak od teh 15 bo prispeval k rasti one krivulje. Angelov je še vedno zelo malo, ali pa se skrivajo. Angeli bi morali biti motor cele te pite. Tista funkcija, ki jo tukaj opravlja SPS, bi zares morala biti pri angelih. Ta del ekosistema se pri nas še vedno ni razvil. Akceleratorji ali podjetniški pospeševalniki, odkar imamo v Sloveniji pospeševalnik, so naši startupi nehali hoditi v tujino. In to je en trend, ki mene zelo skrbi. Leta 2013-2014 smo imeli res veliko podjetnikov, ki so dejansko pobrali kovčke in se šli učiti, so šli sodelovati v teh inkubatorjih v Ameriki, v Čilu, v Angliji, v Nemčiji, vse povsod in so se nekaj novega naučili tam. Zdaj pa nekako ostajajo doma in se mi zdi, da bi to znali biti, ne bom rekel slabo, ampak mi smo se res veliko naučili v tujini. Ti fantje se pa morajo najti druge načine, da se naučijo tega stika s trgom. VC, pravi tvegan kapital, precej uspešno, 20 investicij in tudi precej velike so, 50 milijonov v agregatu, se pravi po par milijonske investicije v povprečju. Ker smo mi začeli, so VC v slovenske startupe dajali manj. No, tako, kratka. Kot vidite, tvegan kapital pa ICO sta glavni komponenti v absolutni vrednosti. Tako da, tisto, kar je rekla, zanimivo je, ni ICO vse, kar je v lanskem letu. Tudi če kdo to razlaga, skoraj polovica je v teh tradicionalnih oblikah. In če bo ICO mehanizem še naprej deloval, v naslednjih letih bo to samo rastel, ker imamo zelo dobro osnovo. Če bo šel pa stran, imamo pa še vedno dobro osnovo tudi na drugi strani, ker imamo zdrav ekosistem na tej strani. Kar vidimo tudi tukaj potem, da po velikosti investicij so v glavnem tele semenske, 50 do 150 tisoč dolarjev, kar je ravno dovolj, da podjetje pokaže, da ve, kaj dela in potem začne in da se testira trg in oni, ki se jim splača, grejo potem po večje runde. Če bi imeli nezdrav ekosistem, bi bil obratno, se pravi, da bi samo nekateri dobili res veliko denarja in nobenega podmladka ne bi imeli. Samo še 2 stvari. Eno je, da letos v glavnem dominira blockchain, kar se tehnološke platforme tiče. Imeli smo eno leto, ko je umetna inteligenca oziroma machine learning bil pomemben, letos ga praktično ni bilo med startupi. Imeli smo leto, ko je bil hardware zelo pomemben, letos ga ni toliko veliko. Tako, to se malo spreminja, kar pomeni, da po mojem še nimamo dovolj stalnega dotoka talenta iz teh, ki so čisti začetniki in pride tudi malo valovi glede na trende na svetu.
ker smo mi začeli, je bil tale stolpec prazen. No. In kot rečeno, exiti so tiste stvari, ki mlade podjetnike motivirajo. To, da tale stolpec pridno raste, pomeni, da bo vedno več mladih se odločili za to pot, zato ker delajo proti temu, da bojo tudi oni exitali, da bojo tudi oni na tem seznamu. To je verjetno najbolj pomembna stvar tukaj. Teli, ICO Rockstar so pa une face, ki so videli en nov globalen trend in so nič razmišljali in direkt skočili na vlak in naredili 5% vseh ICO-tov na planetu lansko leto. Kar, 5% iz tako majhnega okolja, kot je kle, se mi zdi kar velik dosežek. No. Tako da, kapo dol. Zadnje dve slikci za iztočnico. Takole izgleda, če odštejemo ICO-te, takole izgleda razporeditev kapitala, investitorjev. Velika večina pride iz Amerike ali pa iz druge v Evropi, relativno malo, 4% pride iz Slovenije, od slovenskih investitorjev ali države. Medtem ko lokacije, kje te firme so, kje so ekipe, ki delajo dodano vrednost, je pa veliko v Sloveniji, pa tudi veliko v Ameriki. Se pravi, imamo veliko slovenskih founderjev, ki so pobrali kovčke in šli graditi svoje firme v Ameriko. Zato, ker je tam bilo lažje dobiti kapital. Tako da, jaz bi si želel, da je razmerje še bolj v to smer. Letos je ekstremno veliko v Sloveniji zaradi ICO-tov, ampak če bo ta balonček spet zmanjšal, bomo spet na slabšem. To je to. Mislim pa, da kot iztočnico imamo pa kle en tak checklisto stvari, ki jih je treba zrihtati. No? Zdaj po 10 letih že vemo, kaj so, s čim smo se mi največkrat, katerih probleme smo mi največkrat naleteli, kje smo si želeli pomoči, pa je ni bilo, o čem se moramo danes pogovarjati. To je to, na hitro. Hvala lepa. Zdaj bi rečel predstavil svoje sogovornike, mislim, da je večino to že poznate. Na moji skrajni desni gospod Andrej Šircelj predstavlja stranko SDS, gospod Matej Tonin, Novo Slovenijo, gospod Janško Brne, Socialne demokrate in gospod Aleš Kantaruti, ki predstavlja SMC. Kot rečeno, radi bi se predvsem pogovarjali o tem, kako vidimo to našo industrijo v prihodnje. Številka, ki jo Boštjan ni prikazal in ki pa mene najbolj boli, pa smo se celo malo pregovarjali, če bomo dati gor, pa rekel, da je preveč negativna, pa vendar 95% kapitala, o katerem danes govorimo, se mora investirati v tujini zaradi zahteve investitorjev. Mi tudi po 10 letih še nismo uspeli prepričati investitorjev, da bi prišli v Slovenijo in dali na račun slovenskega podjetja 1 milijon ali 5 milijonov, kolikor ocenjujejo, da je potrebno, da tako podjetje zraste do naslednjega nivoja. So pa povsem zadovoljni s tem, da dajo slovenskemu podjetniku, ki, kot ste videli, v 65% sedi v Ljubljani ali Mariboru ali Kopru ali kjerkoli drugje in mu potem denar sproščajo mesečno ali kvartalno za to, da lahko redno posluje. Jaz mislim, da je to en glavnih problemov, bi mogoče najprej prosil za komentar pravzaprav tega stanja. Mogoče Aleš, ki si malo v dvojni vlogi, boš mogoče še najlažje to osvetlil. Hvala lepa, lepo pozdravljeni najprej v mojem imenu. Ja, te številke in ta poročilo pravzaprav 2017, ki smo ga videli, niti ni tako slab. Je pa res, da je tukaj rezerv še precej. Zakaj investitor ne vloži torej neposredno v Slovenijo? Je problem poslovnega okolja v Sloveniji? Najbrž tudi. Je to morda problem imidža, ki ga ima Slovenija širše? Verjetno tudi. Je problem velikosti trga? V tem primeru niti ne bi smel biti, ker je trg vas, ki ste tukaj, startup skupnosti, globalni trg. Torej, ampak vse pa po mojem mnenju ima majhen vpliv. Prav gotovo tudi sami ukrepi, ki smo jih ali pa jih še nismo sprejeli, tudi na vladi, predvsem kar se tiče poslovnega okolja vezanega na določene davčne vprašanja, pa recimo na določene statusna vprašanja, tudi tukaj definitivno tudi to vpliva. Tukaj nima smisla se skrivati, zato po mojem mnenju
pa je nekaj še bolj pomembno. Slovenijo je potrebno skupnimi močmi vendarle prikazati, ne? Ni dovolj, da samo mi v Sloveniji vemo, da imamo odlično startup sceno, da imamo odlično ICO sceno, če želite. Mi moramo to širše poudarjati, mi moramo širše predstaviti Slovenijo kot, ajde rečemo temu hub ali pa eden izmed centrov v tem delu Evrope, ki lahko konkurira, če želite, tudi Silicijevo dolino. In to je naloga nas vseh pravzaprav. V prvi vrsti v samih, potem seveda tudi politike, ki se predstavlja v tujini in ne nazadnje tudi našega, bomo rekli, podpornega poslovnega okolja, ki dostikrat tudi ne prepozna prave vrednosti pravzaprav startup scene. In to so pravzaprav na začetku tista ključna vprašanja, na katera tudi moramo odgovoriti. Je pa res, da ko si enkrat v situaciji, kakršni smo, ko imamo znanje, ko imamo odličen kapital, v mislih imam predvsem človeški kapital, nimamo pa imena še razdeljenega kot država, kot destinacija. To je seveda izjemno zahtevno. In zdaj, kaj bo prej, ali gradimo še seveda naprej na poenostavitvah, na olajšavah, seveda je treba to, hkrati pa po mojem mnenju treba graditi tudi na prepoznavnosti Slovenije, ne samo kot, bomo rekli, industrijske države, kar smo prepoznani, ampak tudi, bomo rekli, v tem segmentu startup scene. Hvala, gospod Kobrne. Ok, najlepša hvala za vabilo in seveda jaz mislim, da je osnovna težava, ki nastane v tem, da mi v resnici živimo v državi, katere primarna kultura je status quo. Ni edini spisek, ki je tukaj za nami, stvari, s katerimi smo soočeni že dalj časa. Vsako leto, denimo, Obrtna zbornica pripravi 99 točk dolg spisek, kaj vse je potrebno postoriti. In ni samo dejstvo, da se recimo politika okoli teh rešitev, ki pridejo strani uporabnika ali pa koristnika ali pa interesenta ali pa lobista, kakorkoli ne želi ali pa ne more poenotiti. Mi smo v zadnjih 10 ali pa 15 letih stalno soočeni s tem, da ko želimo na nekaterih področjih narediti premike naprej, se kot družba znamo zelo hitro postaviti proti spremembam, ker nas je običajno tega strah. Slaba stran politike je pa v neodločnosti, da takrat, ko javno mnenje pritisne na zavoro, pa v principu veš, da bi moral iti do konca, prekalkuliraš, ker tega seveda nisi pragmatično naredil v prvih 100 dneh vladanja, ampak po možnosti v zadnjem letu, da bi bilo morda oportuno počakati še kako leto. Primer tega je recimo, ko smo v času prejšnje vlade pripravljali zakon o visokem šolstvu, kjer smo rekli, moramo narediti spin-offe na univerzi, moramo to omogočiti, da se to znanje postavi direktno na trg. Takrat nam je bilo očitano, pa prihajam iz stranke, ki verjetno najmanj zagovarja privatizacijo, pa je večina tukaj verjetno najbolj očita, da je netržna, da hočemo popolno liberalno razprodati, uničiti univerzo. O tem govorim. In recimo, mi se bomo danes lahko strinjali, jaz razen ene točke sem se sposoben podpisati pod vse, pri kaki bi želel, da se pogovorimo, ampak se lahko strinjamo. Potem bojo prišli pa k nam še deležniki, ki so pa zelo različni, od sindikatov do drugih sektorjev gospodarstva, pa še kdo iz tujine, in se bo ta proces, ki je včasih kafkovski, zavrtel. Zdaj pa razumem tujino, da ob tem, da mi občasno nenehno nekaj spreminjamo, nič bistvenega pa ne spremenimo, smo v statusu quo, ki pa je tak, da še pa vedno ni isti, je to okolje, kamor je težko ali pa morda nehvaležno priti. Torej, pod črto, jaz mislim, da je odgovor v resnici ne v tem, ali mi vemo, kaj je treba narediti. V principu seznami, kaj je treba narediti, obstajajo. Samo mi moramo končno priti do ene vlade, ki bo to naredila v prvem letu vladanja, tako kot je pač, bi rekel, by the book treba narediti, potem pa pač prevzeti odgovornost za odločitve, ki jih je sprejela, pa makar, če treba tudi izgubiti volitve. Po šali je rečeno, Švicari nimajo brez razloga večino časa svoje zgodovine kar vseh strank v vladi. Dober dan. Te rezultati so zagotovo izjemni in je potreba celotni skupnosti čestitati, ki je k temu prispevala. To, kar ste pa dejali, da
da se je zbralo v teh zadnjih 5 letih za 500 milijonov evrov denarja in da 95% tega denarja je šlo ven, bi lahko povzel v naslednje, ne, da očitno svetovni investitorji zelo zaupajo slovenskim podjetnikom, ne zaupajo pa slovenskemu poslovnemu okolju. In zato neverjetneje zahtevajo, da se ta podjetja selijo v države, ker je to okolje prvič bolj predvidljivo in drugič tudi bolj prijazno do podjetništva. In če zdaj izhajamo z tega, kako problem rešiti, torej očitno ljudi z znanjem in željo imamo, dolžnost politike pa je, da pripravi tudi okolje za to, da bomo lahko te talente v polnosti izkoristili. In če poslušam vašo startup skupnost, bi rekel, da vi izpostavljate dve ključni zadevi. Eno je birokracija in drugo so davki. In če bo država in politika te dve zadevi naredila bistveno bolj konkurenčne, potem bo najverjetneje, po moji oceni, večji del ali pa pomembnejši del teh investicij ostal tudi v naši državi. Je pa dolžnost politike, da te stvari izvede. In kot država se moramo odločati, kje želimo biti najboljši, ker če si povsod povprečen, potem si svaštarc in nisi nikjer dober. In jaz mislim, da bi se morala ta država kot za temeljno strategijo, svojo vizijo delovanja postaviti, ne, da bomo kot država, ki slovi z izjemnimi naravnimi danostmi in raznovrstnostjo, po drugi strani pa kot prvovrstno okolje za start-upe. To bi morala biti naša vizija. Ja, hvala lepa za povabilo, lepo pozdravljeni, čestitke ob teh uspehih. Jaz mislim, da v zadnjih 10 letih je bil na tem področju narejen zelo velik napredek in resnično čestitke. Zdaj, zakaj je pravzaprav prišlo do tega, da imamo 95% kapitala v drugih državah? Jaz mislim, ne samo, da je to odvisno od nekega zunanjega podjetniškega okolja, ampak odnosa do start-upov, odnosa do podjetnikov, odnosa do tistih, ki želijo nekaj narediti. Žal je v tej državi tako, da enostavno je ta odnos do podjetništva negativen. Kakor pride nek podjetnik do državnega organa, ima verjetno težave. Tukaj se verjetno tista, ki je, bom rekel, najbolj vidna davčna uprava, ki samo kaznuje in ne pomaga. Žal tako je. In to se, bom rekel, ta načela kaznovanja postajajo iz dneva v dan ostrejša. In ne glede na to, jaz mislim, da tudi, bom rekel, jaz seveda moram tle reči, da sem v opoziciji sedanji vladi, se povečuje. Enostavno ta administrativna obremenitev se povečuje, se je tudi v zadnjih letih povečala. Davčne obremenitve so se povečale v splošnem. Veseli me, da obstajajo tehnološki parki, da je tukaj nekaj državnega denarja, vendar jaz mislim, da bistvo, kaj je treba narediti, je odnos do podjetništva. Odnos do start-upov in do podjetništva nasploh. Če greste v Avstrijo, če greste v katerokoli drugo državo, tam je podjetnik cenjen. Pri nas ga bodo najprej gledali, koliko davka je utajil. Če bo nekdo imel nekaj več, bo enostavno predmet fovšije. Enostavno je tukaj zdaj, bom rekel, gremo v smer prevelike uravnilovke. Enostavno, tudi če pogledate novice, ki se dogajajo, Slovenija zelo, zelo težko prenese neke ljudi, ki so bolj uspešni, ki odstopajo od povprečja in, bom rekel, ki dejansko so nosilci razvoja. Tega in te mentalitete žal ni. Kaj je treba narediti? Jaz mislim, da seveda veliko. Mislim, da poleg tega, da je treba spremeniti nekatere predpise, ker je mogoče najlažje, je treba spremeniti odnos do ljudi in odnos do podjetništva, da bodo vsi tisti bolj cenjeni in da bodo seveda imeli tudi, če želite, neko vrednost v družbi. To morda za izhodišče. Hvala lepa. Gospod Škoberne je dal eno zanimivo iztočnico, ki je prišla tudi iz občinstva, namreč mi smo prosili skupnost, da pripravimo malo vprašanj za vas in se dobro navezuje na to, kar ste začeli, in sicer univerza.
Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani je lansko leto izgubila 13 asistentov. Asistentova plača, neto, če zelo poenostavljam, je približno 1000 evrov na mesec. Začetna plača inženirja, ki tam diplomira, v Sloveniji je več kot to, pride recimo do 1500 evrov na mesec. Kako naj bo valilnica tega kadra v Sloveniji pravzaprav konkurenčna in podpira to industrijo, ki ve, da bo rabila nekaj tisoč novih inženirjev v relativni bližnji prihodnosti, vsaj v akademskih okvirih, in kaj lahko vi v naslednjih 4 letih pravzaprav na to temo naredite? Najlepša hvala, v resnici sem precej hvaležen za to vprašanje. Ravno iz tega naslova, ker pravzaprav v predalu je zakon, ki je to vprašanje v veliki meri naslovil, in sicer skozi to, da je legaliziral vstop znanja skozi univerze na trg, odsvojitev, kjer pa univerza ohrani delež, ampak se omogoči, da so tudi asistenti, profesori, raziskovalci na univerzi delno na trgu in delno znotraj javnega sistema. Spomnili se boste leta 2012, kakšno je bilo na kongresnem trgu, ko je dr. Pikalo ta zakon prvič predstavil. Se pravi, občutek je bil, da s tem, ko želimo univerzi povedati, da mora iti na trg, da mora tudi tam iskati vire, priložnosti in da seveda plača, in tu se z Andrejem lahko strinjam, ki je po uravnilovki taka, kot pač je znotraj sistema, verjetno ni idealna motivacija. Če mi pogledamo prav tako javno univerzo v Madisonu, oni enak znesek, kot ga univerza v Ljubljani dobi za svoje delovanje od države, in država je pravzaprav edini financer te univerze, dobi samo od pavšalov, od patentov. Ampak seveda drugo poglavje iste zgodbe rednih profesorjev na univerzi v Ljubljani in rednih profesorjev v Madisonu, je pa neprimerljivo število v korist teh v Ljubljani. In mastodont, kot je univerza, in to si upam trditi, se bo moral spremeniti, predrugačiti. In na način, da ne bo osnova za delovanje univerze samo državno financiranje, ki ga je absolutno potrebno povečati. Saj mi kot majhna družba, razen to, da vlagamo v znanje in razvoj, ki bistvenega nimamo za početi z denarjem, ki je skupen, poleg tega, da ustvarjamo podporne sisteme. Drugo pa je treba pridobiti na trgu in to je osnova za to, da se tudi programi, ki so študijski, v Madisonu na strojni fakulteti, pa General Motors financira del izobraževalnega procesa s ciljem, da bodo razvili produkte, ki jih oni v prihodnosti potrebujejo. In seveda profesor, ki na trgu pridobi tovrstnega partnerja, si je pridobil tudi možnost predavati, razvijati svoje teorije in tako naprej. In to se bo pri nas moralo zgoditi. Zdaj, trdim, da tak zakon je enkrat že bil pripravljen, naleteli pa smo na odpor ravno zaradi tega, ker smo posegli v nekaj, kar je ustaljena praksa, ker smo, kot je prej rekel Andrej, dali možnost za nekaj več, na drugi strani smo pa seveda rekli, da tista gola osnova pa seveda se ob tem tudi zmanjša. In tu pridemo potem do vprašanja, koliko smo pripravljeni v državi tvegati za to, da bi imeli več, v odnosu na to, da imamo zdaj neko stabilnost, ki pa seveda dolgoročno nekega bistvenega preboja ne daje. Jaz trdim, da je mogoče s tem, da univerzi omogočimo normalne spin-offe, ki jih svet pozna že 50 let, in da omogočimo vstop industrije na univerzo tudi skozi sooblikovanje programov, največ, kar lahko naredimo na dolgi rok. Gospod Tonin? V zvezi s tem? Na temo univerze in tega, kako narediti konkurenčno, da bo lahko naredila več inženirjev za naše startupe. Mislim, da bi se lahko z vsem tem strinjal, kar je rekel Jan, ker je resnično nenavadno, da to govori socialni demokrat, na nek način porablja naš jezik in... Se to veš, da smo ta zakon napisali? Ja, vsekakor pohvalna stvar. Churchill je rekel, se veste, kdor do 30. leta ni socialist, nima srca, kdo je pa po 30. pa nima pameti, če se malo hecam. Ni bil hec preveč dobro sprejet, ok, sem razumel. Ja, glejte,
ena izmed stvari, ki nas je v zadnjem času, recimo tudi šef inštituta Jožefa Štefana ves čas opozarjal, je, da Slovenija kot država primerjalno z drugimi državami izjemno malo namenja za raziskave in razvoj. In da je tukaj država predvsem dolžna vzpostaviti boljše okolje zaradi tega, da se bo lahko več namenjali za te bazične raziskave, ker je predvsem dolžnost proračuna in drugič, da se vzpostavi okolje, ker bodo lahko torej država in gospodarstvo z roke v roki delala in razvijala boljše stvari. In recimo prav v zvezi s tem, ker ste vi omenili, da je določeno število asistentov odšlo, ker imajo boljše pogoje, sta bili tukaj omenjeni morda dve rešitvi, o katerih se velja pogovarjati. Ena je bila, da bi za te fakultete, ki imajo specifične stvari, vzpostavili neke drugačne pogoje, pa morda to ni najboljša rešitev. Morda je boljša rešitev ta, da se vzpostavi sistem, kjer bodo lahko del tržne dejavnosti se prelile tudi v plače teh asistentov. Se pravi, da znotraj javnega sistema nimamo neke uravnilovke. To se mi zdi ključna poanta. Samo to, da se razumemo, ne? Ampak ta tržni del ne more biti iz izrednega študija, ne? Da ni potem to spet kao na trgu, pa nismo na trgu. Ne? To mora biti tržna dejavnost. Niti tega nisem mislil, da je iz izrednega študija, ampak sem mislil, da je predvsem iz potreb gospodarstva. Vem, v preteklem letu sem bil na neki študijski turi tam gor v Nemčiji, kjer se igrajo industrijsko revolucijo 4.0. Pri nas je to še vedno v primerjavi z njimi, smo zelo zadaj, no? In še bolj bomo zaostajali, če kaj bistvenega ne bomo postorili. No, koalicija očitno še ni vzpostavljena. Gospod Šircelj? Glejte, kaj bi bilo treba vse narediti, jaz bom kar povedal vsaj enega ali pa dva predloga. Ne? Prva zadeva, štipendije bi bilo treba izvzeti iz tiste, bom rekel, kvote, ki določa socialni položaj družine ali pa vsakega posameznika v tej družini in dejansko zaradi tega dobiva nižje ostale prejemke in tako naprej. Za določene študijske programe in tako naprej. Kar pomeni, nekdo dobi štipendijo, potem gre to v tisto socialno kvoto in zaradi tega, bom rekel, ne dobi toliko drugih olajšav od šole in tako naprej. To je ena zadeva. Drugo, treba je narediti, glede na to, da imamo dejansko ljudi, ki dosegajo izvrstne rezultate na tehničnem področju, na različnih tekmovanjih, na različnih konferencah, seminarjih in tako naprej, so nagrajeni kot dobri matematiki, fiziki, kemiki in tako naprej, je treba enostavno tudi pripeljati najboljše tuje profesorje na slovenske univerze. Tega dejansko ni. Imamo sigurno dobre profesorje, vendar morda imamo še kakšne boljše in tukaj mislim, da je treba odprti to vrstno zadevo. Zato, da bodo tudi naredili najboljše diplomante in najboljše doktorante, ki dejansko to lahko naredijo. Naslednja zadeva, katera mislim, da jo je treba enostavno tukaj narediti, dopustiti enostavno več zasebne iniciative. To, kar se nebrž nekdo tukaj morda ne bodo strinjali. Ampak vse to je že možno bilo narediti. Tudi na področju fakultete, štipendiranja in tako naprej. In seveda to uravnilovko je pa seveda treba odpraviti. Ampak žal, bom rekel, tudi v zadnjih 4 letih gremo v vse večjo uravnilovko na vseh področjih. Žal. Pač trendi tisti, kar jaz gledam, grejo v zadnjih nekaj letih v nasprotno smer. In zdaj še nekaj glede samih investicij in okolja. Ne? Morda nisem toliko govoril, samo še en stavek. Glejte, če mora država sprejeti poseben zakon za neko tujo investicijo, točno določeno, potem to sigurno ni dobro poslovno okolje. Kajti to okolje mora biti na razpolago za vse. Ne zato, da za eno investicijo, kakršnakoli že je, se sprejme poseben zakon. In tukaj jaz mislim, da je odraz, ali pa če želite, ogledalo tega, v kakšnem poslovnem okolju živimo. In tukaj je treba pač te stvari spremeniti. Imamo 20 000 predpisov v tej državi,
20.000 predpisov, nobenih ne more upoštevati vseh in prvič je treba to sprostiti in drugič odnos do podjetništva, bolj prijazen. Hvala. Gospod Cantarutti. Ja, hvala lepa. Najprej, res je izjemno pomembno vprašanje, kako do kadrov, ki jih potrebuje tudi startup scena, pa ni samo startup scena, številni pravzaprav nove tehnologije, lahko govorimo o digitalizaciji, o industriji 4.0 in kar je vse povezanega s tem, torej novi trendi, ki prihajajo, tudi tukaj smo podhranjeni in imamo premalo študijskih programov ali pa so neučinkoviti, da ne rečem neustrezni, to se strinjamo. Ena izmed težav je, zakaj prihaja do tega, zakaj smo nenehno pravzaprav korak zadaj, je tudi, ker je bilo že rečeno, nedovoljšen ali pa neučinkovito povezovanja med fakultetami, univerzami, znanostjo, če želite, in gospodarstvom. V preteklosti smo imeli kar nekaj poskusov, od kompetenčnih centrov do takšnih centrov, onakih, ki so se na koncu izrodili. V zadnjih 2 letih smo šli v še en poskus. Zelo, bom rekel, pogumno in v upanju, da nam tokrat uspe, upam, da bo uspelo potem naslednji vladi peljati ta program, govorimo o strateško-razvojno-inovativnih partnerstvih, kjer je pomemben del tudi ta vaš segment. V teh 9 strateških načrtih Slovenije, torej pametne specializacije, je pomemben ta del. In cilj teh partnerstev je, da v končni fazi prispevajo tudi temu, da se spremenijo določeni študijski programi. Ministrstvo za šolstvo in znanost je pri tem vključeno in na nek srednjeročni rok je seveda tudi to namen. Torej, da se prepozna, namen teh SRIP-ov, mogoče poznate, je, da se oblikujejo razvojne platforme, ki bodo osnova za različne politike. Politike razpisov, politike financiranja državnih sredstev, politike šolstva in izobraževanja, torej in tukaj je ta zaposlovanja, davčne politike, vse to je namen. Zaenkrat, glejte, bomo videli, zaenkrat sistem kar dobro deluje, tudi pripravljenost pravzaprav na obeh straneh, mislim, da tudi pod, bomo rekli, vplivom tega, da nam je jasno, da en kup poskusov v preteklosti ni uspelo, se trudijo z obeh strani, da tako rečem. In mislim, da je to lahko ena priložnost. Zdaj pa, na kratki rok, ker pa vi potrebujete kader, ki ga mogoče tudi nikoli ne bomo vzgojili ali pa izšolali v Sloveniji, je pa seveda rešitev nekaj drugega. Rekel sem že prej, da ste vi globalna podjetja, da delujete globalno, da razmišljate globalno in tudi vaši sodelavci prihajajo lahko globalno, o tem ni nobenega dvoma. Problem je samo ta, da jih je treba prepričati, da pridejo v Slovenijo in jim omogočiti čim lažje zaposlitev tukaj, čim lažjo pot do tega. Eno je to, da smo lepi definitivno, ne, to ni kaj. Drugo je pa to, kar smo tudi pravzaprav naredili že v teh aktivnostih od lanskega maja, ko je predsednik Cerar bil na podiumu, obljubil določene zadeve. Ustanovili smo seveda skupaj z startup sceno skupino ljudi, ki je pripravila vse tiste stvari, ki so seveda slabe, ki jih je treba popraviti, se pravi nabor aktivnosti je bil izdelan in ena izmed stvari, ki smo jo naredili, je seveda ta, da smo olajšali ali pa da bomo olajšali lažje zaposlovanje tujim ekspertom, tujim strokovnjakom, predvsem na vašem področju. To je nekaj, kar smo obljubili in to je nekaj, kar je tik pred tem, da naredimo in bomo do konca tega mandata tudi naredili. V sodelovanju z različnimi ministrstvi in to je ena izmed pozitivnih stvari, ki jo jaz vidim. Torej, eno je seveda na dolgi rok, vendarle ta izobraževalni sistem pripravi do tega, da bo kreiral potrebne kadre, ne samo na vašem področju, še enkrat poudarjam, ampak tudi na drugih področjih, kjer imamo manko. Drugo pa je, da zdaj zagotovimo z ukrepi, da lahko globalno tudi pripeljete ljudi. Glejte, dosti se govori o brain drainu, o odhajanju mladih iz Slovenije ali pa izobraženih, če želite. Poglejte si statistiko za leto 2017. Pogledal sem srednja izobrazba, visoka pa višja izobrazba. Ne boste verjeli, ampak v Slovenijo je prišlo več ljudi s to izobrazbo, kot jih je odšlo ven. To se mi zdi, trend je seveda v vzponu, ne? Ampak to je tudi posledica globalizacije in to ni nič tragičnega, vsaj jaz ne vidim nič tragičnega v tem, ker se ljudje mešamo po svetu, ker prehajamo, meje so, če želite, samo še v glavo. Zdaj pa še odgovor gospodu Širclju na provokativno vprašanje o zakonu. Lejte, bili ste v vladi. Zakaj smo morali ta zakon, pa govorimo o Magni, saj vsi veste, sprejeti, poseben zakon za eno investicijo, ki je mimogrede največja greenfield investicija po osamosvojitvi. Zato, ker zakonodajni ali pa zakon, ki je do zdaj veljal, ni dober, ni bil dovolj dober, ni predvidel takšne investicije. Bili ste v vladi, bi lahko to spremenili, pa niste. Ne? Mi smo že prej začeli, predtem Lex Magna, če želite, spreminjati ta zakon o investicijah.
Nas je Lex Magna, tukaj priznam, smo krivi, prehitel. Morali smo odreagirati hitro, vi veste, kaj pomeni hitro odreagirati, če smo tega investitorja želeli pripeljati v Slovenijo. In še enkrat trdim, to je dobra investicija. Smo se pa ogromno tukaj naučili. In 1. julija letošnjega leta začne veljati nov zakon o spodbujanju investicij, ki med drugim prinaša tudi koristi za vas, namreč oblikoval se bo register start-up podjetij, ki ga bo vodil Slovenski podjetniški sklad, že omenjen danes, in bo osnova za dodelitev ugodnosti ciljnih skupin start-up podjetij. Dodali smo še to pod vašim pritiskom in hvala Bogu, da smo imeli ta dialog, še to zadevo v ta zakon. Tako da zgodba seveda ni tako enostranska, kot se zdi. Se pripravlja mikrofon tamle. Ampak bi pa v bistvu ta krog v bistvu zaključil, precej kolegov ima nekaj komentarjev pa vprašanj, ampak vendarle bi ta krog pa vendar zaključil s tem. Eno je, da naše kadre vzgajamo sami, drugo je pa, da jih pridobimo. Vi ste sicer omenil priložnosti, da bomo lažje zaposlovali tuje strokovnjake, pa vendar je nekaj izzivov, ki jih imamo. Da so prej pred začetkom z gospodom Šircem klepetala, da je v EU vse lepo, kar se tiče zaposlovanja pa zelo poenostavljam. Pa vendar, mi smo nedavno nazaj je Slovenija se zopet odločila, da bo podaljšala prehodno obdobje za Hrvate in hkrati tisti, ki zdaj hodite malo na Hrvaško, boste videli, da so tam plakati, kjer Irska vabi Hrvate na Irsko, ker so ugotovili, da so v EU, da so visoko izobraženi, da so konkurenčni in jih vabijo na službo v Irsko. Zdaj, mi smo stran od Slovenije, tu približno 1 uro vožnje, če se zapletamo na meji še pol ure več, ampak to je tudi vse. Se mi zdi, da je to ena takih velikih izgubljenih priložnosti in če malo se navežem še naprej, mi vendarle sedimo na geografsko gledano balkanskem bazenu, kjer kakorkoli nam je kultura, jezik, geografska bližina dovolj blizu, da smo lahko tu bolj konkurenčni, ne seveda finančno, vendar pa v vseh ostalih pogledih kot druge in tukaj kot skupnost verjetno govorim, mislim, da nismo pač konkurenčni in da država pri tej konkurenčnosti ne pomaga. Torej, drugi del tega, kako dobiti vire, eno je, da jih vzgojiti, drugo je pa, da jih pridobiti. Se upravičujem, ampak zdaj bo pa nekdo drug začel. Prav? Jasno. Prosim. Ja. Če konkretno govorimo prav o tej stvari, ki se zdaj izpostavil o Hrvatih, se mi zdi, da je to norost, ker je vlada predlagala, da je podaljšala kvote za Hrvate. Cel južni del Slovenije pa jamra, po domače povedano, da nima delovne sile in da postaviš omejitve je rahlo, zelo nenavadno čudno in bi rekel na meji politikanstva. Me poznate iz mojih razprav v parlamentu, nisem kakšen velik ljubitelj Hrvaške, sem zelo kritičen do njenih aktivnosti, ki jih peljajo na drugih področjih, ampak se mi zdi ta vladna odločitev, ki je bila podana, bom rekel, zdaj v teh notranje političnih zapletov škodljiva za slovensko gospodarstvo. To je pač moje stališče in mislim, da se s tem tudi gospodarstvo strinja. Kar se pa tiče pridobivanja kadrov, gospod Cantarutti, jaz sem malo kritičen do tega, da jaz bi vsem se potrudil, da bi čim več naših ljudi, ki jih v Sloveniji izobrazimo, šlo po svetu, se na neki točki tudi vrnilo nazaj v Slovenijo, ampak predvsem, da bi jim ustvarili pogoje, da bi tukaj lahko delali. Seveda živimo pa v globalnem svetu in vsakdo lahko svoje priložnosti po celem svetu išče. Glede na to, morda o teh stvarih danes še nismo govorili, da pa nas v prihodnjih letih čakajo izraziti negativni demografski trendi. Bomo pa mi takšno ali drugačno delovno silo izjemno potrebovali in Bog daj, da bi predvsem dobivali visoke kvalificirane delavce, da Slovenija ne bi bila država nekih proizvodnih podizvajalcev za nemško avtomobilsko industrijo, ampak da bi bili predvsem dežela start-upov, kot sem na začetku rekel, in za take ljudi potrebujemo tudi ustrezno okolje. Mislim, da zdaj, ko so se na gospodarski zbornici podeljevale nagrade in so intervjujali ene izmed zaposlenih v tem visokotehnološkem podjetju, ker so se odkrito pogovarjali o tem, ali je prav, da se odselijo v Ameriko in so tudi zaposleni dejali,
da potem morda, ko si vse stroške skalkuliraš, življenje v Sloveniji niti ni tako slabo, ker ti vse država ponuja svoje pod pogojem, da bi še nekoliko stvari malo olajšali, kar se tiče davkov in podobnih stvari. Tako da vsaj mi se bomo prizadevali, da se zmanjšajo obdavčitve in birokracija, ker bomo od tega vsi boljše živeli. Ja, hvala lepa. Zdaj, poleg tega, kar ste zdaj omenil, no vse zadnje je tudi gospodarska zbornica na nek način protestirala, da se dejansko omejuje tukaj pač delavce iz Hrvatske. Tudi glede na trende zaposlovanja in tako naprej je to popoln nesmisel. Zakaj se to dela? Glejte, jaz ne vem, to je treba vprašati vladajočo garnituro, zakaj to dela. Ne? In zakaj podaljšuje ta ukrep še naprej. In zakaj pač neka politična nestrinjanja prenaša zdaj še na gospodarsko področje. Ampak to je vsekakor neka omejitev. Zdaj, seveda, vse tisto, kar je bilo glede okolja in tako naprej povedano, tukaj je treba seveda povedati, da enostavno, jaz mislim, da ni zaupanja v takšno okolje. Tukaj se strinjam s kolegom Toninom glede administracije in glede birokracije, ampak enostavno, gledajte, to, da se povečuje administrativne obveznosti, ker seveda vidimo, koliko je treba, bom rekel, če želite, na različne urade pošiljati različne obrazce in tako naprej. Kakšen je odnos do teh ljudi? Jaz mislim, da tukaj ne gremo v pravo smer in še manj seveda v start-upe. Predvsem zaradi tega, ker mi verjetno tukaj neko delovno intenzivno industrijo bolj krepimo kot recimo start-upe, ki so visokotehnološki, z visoko dodano vrednostjo in tako naprej. Pač ta vlada se je tako odločila. To, da se pa poseben zakon za nekoga sprejema, gledajte, to so dejali pa v afriških državah v 70-ih letih, gospod Kandaruti. Jaz sem glasoval za zakon o Magni in bi še enkrat, in če bo še kakšna velika investicija, pa bom zelo vesel tudi, če bo domača in če bo potrebovala podporo zakonodajalca, bom še enkrat, če bom to priložnost imel, glasoval za. Ker pač, če neke stvari v predhodnih 25 letih pač niso bile ustrezno rešene, to ne pomeni, da moramo nekoga pač pustiti v močvirju, kljub temu, da znamo čez to močvirje narediti most. Zdaj, da bi bilo boljše, da je to betonski viadukt, ki bi malo del trajal, se strinjam, ampak to je Kantaruti prej že itak razložil. Jaz bi obrnil zgodbo drugače. Mi imamo ogromno orodij, ki spodbujajo internacionalizacijo, mobilnost in tam mobilnost in internacionalizacija gre tako ven kot k nam. In mi moramo ta orodja, ki jih zdaj, to je, kdo bi celo si drznil reči, free money, preprosto izkoristiti do konca. Tako kot danes recimo ne izkoriščamo programa Horizon 2020, pa to ni samo krivda države pa raziskovalnih institucij, ampak tudi gospodarstva, ki v tem ni prepoznalo. Imamo isto zgodbo z Erasmusom, pa imamo tudi isto zgodbo z razvojno pomočjo in še številnimi inštrumenti, ki obstajajo, ampak vseh preprosto tudi ne more samo država po diktatu uporabljati in zagotoviti njihove 100% izkoriščenosti. Zdaj, da pa bi lahko morda naša mreža gospodarske diplomacije več naredila, da morda mi znotraj sistema obveznega izobraževanja ne promoviramo dovolj dobro vseh orodij, smo ugotovili. Tu se stanje izboljšuje, ampak želim povedati nekaj drugega. Tu gre za dvostranski odnos. Jaz se bolj kot tega, da se zdaj mi pogovarjamo, ki smo se itak navajeni med sabo pogovarjati, pa od prilike vemo 95%, kaj bo kdo rekel, zdaj ne glede na vprašanje, ki bo postavljeno, malenkost se šalim, prišli v resnici se z vami pogovoriti, pa od vas slišati, saj vem, da bo večino tega, ne bo, ne bravo Jan, ampak bo obratno, ampak to moramo slišati, ker morda bo tudi kdo od nas znal povedati, da kaj od tega, kar vi pričakujete ali pa želite, morda kot orodje že obstaja, pa smo mi prepričani, da funkcionira in je dovolj dobro na razpolago, vi boste imeli pa drug vtis. Zdaj, dokler imamo mi tukaj odprt dialog, pa dokler ima država pri uporabi vseh teh orodij, ki so odprto sodelovanje z gospodarstvom, start-upi, z tistimi, ki jaz ne rad govorim o delovni sili, ampak o ljudeh, ki iščejo svojo eksistenčno razvojno priložnost,
potem bo stvar tekla. Ne? Zdaj, lahko se pa pač vsak v svoj becirk zapremo pa počakamo, da mine. Ne? Izvoli. Se upravičujem, ker sem že prej skočil, samo tel sem pokomentirati to zadevo okrog Hrvaške. Lahko sam še enkrat rečem to, kar je tudi naš minister Počivalšek zapisal, da je to strel v koleno slovenskega gospodarstva. To je katastrofa, milo rečeno. In v tem primeru je koalicija, kakršnakoli zdaj že je, delovala. Ko pravzaprav največja stranka ni želela preglasovati dveh manjših strank, ki sta bili kategorično proti sprostitvi trga Hrvaške. In gledajte, tako kot je bilo rečeno, gospodarstvo želi in pravzaprav zahteva to in jaz upam, da mislim, da itak to zakon mora skozi parlament, da bo odločitev drugačna. Riskiram tukaj marsikaj, ampak to je moje mnenje, tudi mnenje ministra. Tako da še nazaj mogoče pa, kar je bilo rečeno glede ustreznih kadrov in tudi zagotavljanja skozi naš izobraževalni sistem. Nekje bomo morali tudi vendarle doseči nek konsens, kaj je tisto, kar dejansko imamo omejene resurse. 2 milijona nas je vseh skupaj, razvito imamo gospodarstvo, neverjetno diverzificirano, to imam predvsem v mislih. Imamo takšno industrijo, da je neverjetna. Smo tretja najbolj industrializirana država znotraj Evropske unije. Po mojem, če bi lahko, in to moramo pravzaprav v prihodnje težiti za k temu, da tudi start-up scena pomaga ali pa da industrija prepozna vašo vrednost in jo vključi v svoje procese. Tukaj smo absolutno, kar se industrije tiče, na prenizkem nivoju razvoja, še in vaše ideje mladih probojnih so tiste, ki lahko potem temu tudi pomagajo. Torej, kar sem želel še pri tem reči, je, da bo treba dogovor, vendarle kot rečeno, imamo zelo razvejeno gospodarstvo in seveda ni samo ta del, ki ga vi pokrivate, ampak tukaj bo treba doseči nek širši konsens. Ok, hvala. Tukaj moram biti jaz malo kritičen. Pač jaz bi rad ponovil. 100 milijonov plus vsako leto se zbere in 90% oziroma več tega denarja ne pride v Slovenijo. Jaz mislim, da je to razlog za paniko bil že zdavnaj in da to je razlog, zakaj je potrebno začeti razmišljati o konkurenčnosti in nujnosti. Debata okoli izobraževanja pa je mogoče šla malo predaleč, ampak je enaka. Dokler naša univerza ne more biti konkurenčna s tem, da plača asistenta, ki bi prišel na izmenjavo iz neke ameriške univerze, enega Stanforda za leto ali dve pa bi prišli, jih pač ne bomo imeli. In tudi pod komentar gospoda Šircla odprej, da bi morali imeti tuje profesorje, jaz učim na Ljubljanski univerzi, tudi pa vem, da obstaja en zelo enostaven člen, ki je pa rahlo zoprn. Pač ne smeš predavati v angleščini. Da se lahko na glavo postaviš, pa ne moreš. Jaz kršim, ki sem sicer javno, ampak kršim zakonodajo s tem, ker so moja predavanja vsi slajdi so v angleščini, ker pač ne bom še enkrat v slovenščini delal. Tako da tukaj so malenkosti, ki vendarle pomenijo samo eno. Pač mi smo na marsikaterem področju nekonkurenčni in gospodje, če lahko vam malo dam en izziv ali pa eno kost, tukaj je potreben en čut za nujnost, ker ljudje se izseljujejo dnevno. Zato bi vam tudi rad predstavil tukaj par gospodov, ki so prišli danes zaradi vas, nekateri celo iz Londona, zato da vam pač povejo, kako pravzaprav se tukaj, kako tukaj pravzaprav poslujemo. Mogoče Jugo, ki ima ravno kar, potem pa Vasja, pardon. Vasja, Bočko, Irjo, se boš sam predstavil, prosim. Ne vem, a dela? Dela. Ja, jaz sem tle bolj predstavnik kriptopodjetij, pa sem malo v drugi vlogi, ampak sem se hotel že prej navezati čisto na začetku na to o izobraževanju in tako naprej. In Jan, pa ne zato, ker sva sošolca s faksa, ampak ker mislim, bravo Jan, mislim, da si danes veliko stvari povedal zelo na mesto. Ampak stvar, ki mene zanima, je to, da pač tle se tako vsemi javno pogovarjamo o določenih stvareh in vemo pa, da smo talci zelo velikih interesnih skupin. In se mi zdi, da če ste v teh vodstvenih položajih, da potem bi se bilo dobro, če smo mi tle neka prihodnost, nek future, da se je treba za to tudi javno malo bolj postaviti. In vidim pa tle zelo veliko diskrepanco med pač tem, kar tle govorimo in kar se potem širše javno govori. Lahko malo še te še izkoristim. Ja, kar. Vas je tudi zato, ker pač je predstavnik kriptoskupnosti. Kot smo prej Boštjana slišali, imamo letos se izbralo
kakor se štejejo te valute, ampak tam nekih 50 plus, če ne 60 milijonov nekih sredstev za slovenske podjetnike. Velika težava kriptosveta oziroma vseh teh zadev je to, da praktično v Slovenijo ta denar, tudi če želi, ne more priti. Zaradi omejitev na bankah, zaradi omejitev okoli zakonodaje, če lahko samo v stavku to v bistvu opišeš ta problem in je res škoda, da denar, ki želi priti, ga ne moremo sprejeti. Me potem zanima tudi vaš pogled na te nove modele. Ok, mislim, zdaj bom šel tlej iz zelo splošnega vprašanja na zelo konkretne stvari. Ne. Ampak ja, zdaj, če se pač gremo tlej čisto v kriptosvet v Sloveniji, potem je že res, da smo po številu ICO zbranega denarja podjetij nek svetilnik tle v Evropi in da se marsikaj premika. Ampak spet imamo pa zelo konkretne probleme, kot so, da ne vemo, kakšni so procesi, kaj zadostuje temu, da je neko ICO podjetje naredi te KYC in AML postopke, se pravi proti pranju denarja in tako naprej, da bi lahko ta denar prišel na slovensko banko, recimo, to je en tak primer. Ne vemo za tokene, ki se izdajajo na ICO-jih, ne vemo, niso klasificirani, ne vemo, dokler niso klasificirani, ne vemo, a so to tokeni, za kjer je treba plačati DDV, ker je to nek utility token, ali je to nek security, ki je pač vrednosti papir, ker obljublja v prihodnosti neko stvar. In sicer zelo veliko se govori, pa zelo veliko se dela, ampak je pa par zelo konkretnih vprašanj, ki bi se jih dali po moje rešiti, pa mi ne vidimo neke pripravljenosti, da bi agencije, uradi, konec koncev parlament, pač se javno opredelili do določenih stvari. In recimo meni se zdi, da spet, kakor smo tle v špici svetovnega dogajanja, da spet Amerika malo prevzema tle pobudo, SEC, to, kar zdaj dela, se recimo meni osebno ne zdi slabo. Hkrati imamo pa vemo, da recimo, ko gremo mi v Ameriko, pa se tam z ljudmi pogovarjamo, da imamo tle na veliko višjem nivoju pogovore o ICO-jih in o kriptosvetu in tako naprej. In da imamo tle ljudi, ki zelo veliko vejo in zelo veliko razmišljajo o tem, na koncu pa ne vem, a te stvari, informacije do zakonodajalcev ali pa do vlade ne pridejo, ali pa dejansko ni nekega resnega interesa, da bi se te stvari rešile, pa pač izboljšale za podjetja, ki v tem svetu delujejo. Še komentar? No. Ja, na vsa ta vprašanja, ki ste odgovorili, tudi jaz sem jih v javnosti videl. Jaz vam zagotavljam, da bom kot poslanec vprašal Ministrstvo za finance glede tega, kakšni so postopki glede preprečevanja pranja denarja. In drugo, vprašal bom to vlado, tudi kot poslanec, kako je z obdavčitvijo, z DDV-jem in tako naprej. To vam zdaj zagotavljam. V enem mesecu boste dobili odgovor, v enem mesecu mora ta vlada dejansko odgovoriti. Toliko. Hvala za vprašanje, jaz ga bom posredoval naprej in meni morajo odgovoriti v enem mesecu. Včasih sem jaz tudi kot politik sit odgovorov, kaj vse se ne da in tisočenih razlogov, česa se vse ne da. Potem se zelo veliko krat zagovarjajo na Evropsko unijo, da se ne da. Ampak Irska, konkreten primer, je tudi del Evropske unije in če se tam sprehodaš čez njihovo prestolnico in samo na stolpnicah pogledaš table podjetij, potem vidiš, da je to popolnoma drugi svet kot Slovenija, ampak vendarle ne bi imeli pa približno enaka pravila. In jaz vedno gledam na stvari tako, ne, vse je odvisno od politične odločitve in vse je odvisno od volje. Ampak včasih sem kot politik zafrustriran, ker obstajajo v političnem prostoru, saj mi smo eni izmed njih, stranke, ki imajo jasno vizijo, ki imajo zelo dober program, ki ga celo strokovna javnost ocenjuje kot zelo dober program, pa enostavno ne dobijo priložnosti, da bi te stvari uresničili. Marsikdo bi rekel, sami ste se krivi, zakaj imate pa take ljudi, da ljudje v njih ne verjamajo, ampak problem, ki ga jaz vidim, pa morda imate tudi vi za mene kakšen odgovor, ne, ker mislim, da je komunikacija oboje stranska, da volitve, ki na nek način odločajo o prihodnosti države, da bi se namesto o konkretnih problemih spraševali, zelo velikokrat odločitev temelji na
dogodkih izpred 70 let ali pa o nekih drugih vrednotnih odločitvah in je potem popolnoma možno, da v Sloveniji tudi zmagujejo stranke, ki so deklarirane brez programov. To jaz včasih kot politik izjemno težko razumem, ampak tudi s tem se mora politična skupnost soočati. Je pa vedno, če ste brali tisto knjigo, ne, Zakaj narodi propadajo, mislim, da tam noter je izjemno lepo popisano, ne, da ni bistveno, kakšno naravno bogatstvo imaš, ampak kako je država upravljanja. Upravljanje države je pa odvisno od politične volje. In včasih težko poslušati tisti, ki so bližji 12, 15, 20 let na oblasti, ki ti govorijo, kaj vse bi bilo potrebno narediti, ker se vprašaš, zakaj tega niso naredili v 20 letih. Ja, in ker mi dva nismo 20 let, bo to drugače, ne? Zdaj, Vasja, to je vedno fino v debato z Vasjo iti, ker mi dva ne vem, če so se o čem strinjala, kdaj je, razen tem, ko so kako pivo naročila na faksu, ne, tam so se običajno strinjala. Ampak, mi seveda imamo generalno težavo s tem, da se nismo uspeli dokončno opredeliti, kaj so naše prioritete kot država, kaj je industrijska politika. Mi pač odvisno od tega, na kjer shod prideš, tisti je pač prioriteta, ne? In pol je vse prioriteta, pa vsem pomalem se, in tu se strinjam s tabo, tu pa tam navrže se, vi pa ste prioriteta, pa boste dobili 20% več, ne? Ampak po črto državnega denarja v proračunu se ne da narudariti, če se malo pošalim zdaj. Prioriteto te vlade na začetku je recimo bila postavljena ekonomska demokracija in ni bila mišljena kot ne, navržemo na papir, pa bo mimo, in kolega Slapnik je tukaj, državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, je naredil izjemno pomemben preboj na tem področju, pa na področju socialnega podjetništva in na teh zgodbah. Na področju kripta in startupov. Tako, in to, kar zdaj delate, blockchain in to zgodbo. Jaz mislim, da to je dober način. Zdaj sicer avstro-ogrski pa sovjetski modeli upravljanja rečejo, nočeš reči, pač naredite mešano komisijo, saj bo minilo. Ampak to se je pokazalo kot dobro, zato ker je bil en direkten link med skupnostjo in med odločevalci, hkrati je pa od skupnosti preko mestnika se to prevedlo v jezik, ki ga govori državni zbor, ki ga je navajena včasih govoriti tudi administracija. In jaz mislim, da pač seveda ne, naslednja vlada ne bo mogla reči, ker pač te ni več opravlja tekoče posle. Pa tudi mislim, da ne bi bilo prav, da zdaj državni zbor v ihti pred volitvami sprejme 40 zakonov pa zakoliči vse. Mislim, da je bilo narobe. Naslednja vlada mora morda tudi po tem vzoru reči, se pravi, sredstva so omejena, tu se strinjamo, vnaprej povedati, tu bomo stanje zadržali, ker je dobro, smo zadovoljni, tu potrebujemo preboj, to pa še ni na vrsti. Zdaj, glede na številke, ki jih imamo, jaz mislim, da za tem omizjem, pa tudi pri vseh, ki danes manjkajo, ne, pa jih ni tako čudno malo, strinjanje, da bomo v blockchain, da bomo v startupe in v to razvojno priložnost mogli vladati. In jaz bi se poslužil tukaj istega modela in bi rekel, ja, ta umestnik za komunikacijo med skupnostjo in institucionaliziranimi odločevalci mora biti in ta komunikacija mora teči. Zdaj pa škodi pa seveda nič ne, če se mi večkrat srečamo, ker seveda kot poslanec v državnem zboru se pač soočaš z vprašanjem od legalizacije konoplje do gradbenega zakona, pa prideš na startupe, pa greš na oskrbo, dolgotrajno oskrbo, pa na fiskalno pravilo, ne, in seveda od nas pričakovati, da bomo o vsem vedeli pa razumeli vse, ne, je pa funkcija, na kateri nastopamo, da smo zastopniki, torej tudi naša naloga, da skupaj z vami. In če bi malo kot izziv, pa zdaj postavil, vem, da sem predolg, ne, sej tule jih imamo. Jaz mislim, da se, če se usedemo, pa flipchart vzamemo, vse te rešitve razdelamo, kako se jih da uveljaviti, tako da bodo sprejemljive za cel politični spektr, za državo in za vas v enem dnevu, ne. Zdaj, zakaj tega nismo naredili, se pa lahko verjetno oboji že do zdaj, ne, v celoti. Sej ne sem tudi, sej imamo, ne, boš lahko več povedal, ampak recimo obrtna zbornica nam da 99 zahtev vsako leto, ne, pa pol ne, se jih 50 ponovi naslednje. Hočem reči, lahko gre hitreje, ampak je dvosmeren proces, ni samo politika, tudi na vaši strani. Okay. Mogoče samo dva stavka, se odzovem na to. Glejte, že znotraj startup scene, če to tako imenujemo, ne, ste vi, ki se ukvarjate z kriptovalutami, ICO-ti, blockchaini,
v drugačnem položaju kot start-upi, ki se morda ukvarjajo z določenimi rešitvami na področju sharing ekonomije ali pa celo na področju izdelkov, se pravi ustvarjanja nekih novih proizvodov, in že tukaj so interesi popolnoma različni ali pa vsaj deloma različni, če smo čisto odkriti. Ko pogledamo te probleme, seveda vsaka branža, da tako rečem, danes sem bil na otvoritvi Megre v Gornji Radgoni. Oni imajo spet svoje, spet olajšave za to, pa spet davčne olajšave za to, pa to ne pridemo nikamor. Zadeve se je treba sistemsko lotevati po celotni verigi, da tako rečem, po različnih branžah. In zaradi tega je potrebno morda malce več časa in enostavno stvari ne grejo čez noč, ker ne moremo z enim ukrepom rušiti ravnovesje na nekem drugem področju. Vi ste prebojniki, to je dejstvo. In vas je treba tako tudi jemati. Ampak hkrati ste pa del nekega širšega sistema, ki ga ne smemo ogroziti, če želimo, da bomo rekli država kot takšna ali pa gospodarstvo normalno funkcionira. Fantaziram, vem. Ampak to tako je, tega sem se v 3 letih in pol, ker sem na tej funkciji naučil. Predvsem, da je treba paziti non-stop na to, pa da nič ne gre čez noč. Ampak vendarle, nekaj smo pa skupaj, tudi z vašo pomočjo in tudi jaz bom sam pohvalil tukaj kolega Slapnika, naredili. Vzeli smo papir, napisali ste pravzaprav vi, dali vaše predloge, spravili smo jih v dokument, vlada jih je potrdila in spremljamo zdaj ukrepe, ki jih počnemo, zato da se približamo tudi tem rešitvam. Ne gre pa čez noč. Okay. Malo nam bo zmanjkalo časa. Samo 5 sekund. Samo to je, da hotel sem sam pohvaliti to, kar se je z blockchain inicijativo in think tankom in vse to dogajalo, ampak problem je v tem, da se je pač neko in general tam neko mnenje zrasti neki, ne? Ko pa imaš dejanski problem, ali ta davek plačati, ali kako plačati, kaj plačati, so pa zelo konkretni problemi. Zato bo pa tako. Samo malo. Hotel sem vam predstaviti še Jako Levsteka, on je en izmed tistih, ki je par let nazaj moral spakirati kovčke in se preseliti. In zdaj, če se lahko predstaviš, kaj v bistvu počneš in zakaj tam počneš in mogoče daš vprašanje, pa bo pa še... Hvala, Aleš. Jaka Levstek, soustanovitelj pa direktor podjetja DLabs. DLabs je startup studio, kar pomeni, da gradimo druge startupe in v največji meri gradimo v Londonu ali pa iz Londona za londonske podjetnike, ki vzpostavljajo podjetja v Londonu. Gradimo, pomagamo jim pa od tukaj, se pravi, firma še vedno obstaja v Sloveniji do določene mere, ampak nekje 7 let nazaj približno je bilo ravno zaradi tega, ker se je tam seveda nek kapitalski trg razvil za razliko od nas, je bilo to zato, da smo se lahko naučili, pa zato, da smo lahko gradili firmo v tisto smer, na tistem področju, ki smo jo hoteli. Sem se pravi, jaz preselil gor in tam razvijal potem svojo dejavnost naprej. Jaz imam mogoče za vas malo drugačno vprašanje, ampak je zelo povezano s tem pogledom, ki govori v bistvu predvsem o tem, da je ena stvar, da se pogovarjamo, bom rekel, še toliko, jaz sem marketingaš po duši, tako zelo preprost človek v resnici, ki gleda, kako se pač stvari da lepo, bom rekel, pozicionirati in sporočilo zaviti pa dati naprej ven. In kar gledam na eni strani, na kakšen način se pogovarjamo o teh naših izzivih in problemih, je ta notranji uvid blazno razvit. Se pravi, vsi vidimo od znotraj sami sebe, kako čudoviti smo in delamo razvojno-strateška partnerstva in besede, ki vam nekaj pomenijo, drugje pa malo manj, ker so težko razumljive in so seveda naphane z mnenji, ker rabiš nekaj časa, da jih razumeš in študiraš. Na drugi strani imamo strategije držav, kot so Estonija, ki ima preprosto sporočilo, celotna naša javna uprava bo predana za digitalizacijo, brez pardona, to bo preprost proces, ki je na koncu privedel do rezidentstva. Imamo Bolgarijo, ki je postavila še bolj na nek način vulgarno skoraj zadevo, pač pri nas boste imeli najnižje pa flat rate davke, ampak vendarle je Bolgarija za tega postala regionalna velesila iz vidika pridobivanja kapitala in ustvarjanja delovnih mest. Na tem našem področju bi bila najrevnejša država, v Estoniji pa tudi vemo, da se težko primerjamo trenutno z njo. In danes vam lahko preberem en tak zanimiv ekscerpt iz enega članka, ki je ravno na temo estonskega e-rezidentstva, ki pravi, se pravi, they decided to become the world's premier digital nation, bom še pa prevedel. A favorite quote I've heard in Estonia, what do you think of when you hear the word Slovenia? Nothing. Precisely. We don't want to be Slovenia. To je iz kvarca, ki je relativno ugleden, rekel, pač spletni medij, kar pomeni, da smo uspeli v zadnjih 10 letih toliko razmišljati o vsem, da nismo na koncu razmislili o nobeni stvari več. Jaz se spomnim, ko sem se preselil v London 2011, če ne je bilo Zamante, ki nas je postavila na zemljevid iz vidika neke kakovostnega inženirstva in podjetništva in razmišljanja, je bila edina teza, ki si jo slišal v Sloveniji, je bila to tudi država, ki je nekje levo od Kazahstana, približno, pa tudi to je bilo v bistvu bolj, kaj ne vse en, kaj ne.
Tako da iz tega vidika bi jaz rekel tako, tle imamo predstavljen en cel šop enih možnih problemov, ki jih lahko rešujemo. Ne? In jaz mislim še to, da verjetno to niso problemi, s katerimi se vi ne bi strinjali. Vi ste vsi po vrst na nek način čisto čudoviti in super in se lahko, ker se mene skrbi, ker se vi nič ne kregate danes drugače okoli tega, ker meni se verjetno nič ne bo zgodilo, ker noben drugega ne bo držal za krvatelj okoli. Ampak mene zanima, na kateri točki ali pa obstaja sploh neka točka, ki je bila tako preprosta, sporočilnostna, na kateri bi se vi lahko zadinili takrat, ko se boste kot politika de facto tepa z interesnimi skupinami, ki pa so v resnici, bom rekel, tisti zaviralni, velikrat zaviralni problem ali pa ne pokažejo neko visoko nerazumevanje, seveda lahko počas predstavljajo relativno veliko količino volilcev. Tako da, kaj je zdaj tista točka od teh, a so to davki, a so to zaposlovanje tujcev, je to karkoli tretjega, ampak nekje na eni od teh točk bo to treba spraviti. In to bo verjetno una točka, na kateri se boste vi lahko najmočneje strinjali vsaj skozi nekaj časa. Ok, dajmo prosim, da kratko. Ampak mislim, pa zanimivo izhodišče. Super intervencija. Ko smo v preteklosti poskušali z enotno davčno stopnjo, smo bili neoliberalci. Ko smo poskušali s kakšno drugo stvarjo, smo bili neoliberalci. V Sloveniji je, če poskušaš karkoli v smeri, da bi uspel, Če smem, bom samo večkrat bom prekinil, tle, ker je en tak čudovit napis tle gor, pa tam od spodi, ki piše stop whining and deploy. To vsi razumemo, vsi razumemo, koliko je to težko narediti. Jaz mislim, da imate našo simpatijo okoli tega. Ampak vprašanje je, kje obstaja tisti minimalni skupni konsens. In tle pa verjamem, da je težko v kontekstu političnega boja pokazati pripravljenost iskati skupni konsens v primerjavi z neskupnim. Še to je. Ker samo meni podjetništvo med penzionisti bi bilo čudovito. Okay. A lahko v 5 sekundah recimo, če kaj se na tej premici nikoli ne strinjamo o izobraževanju, pa mislim, da bi ta zgodba lahko bila modernizacija Slovenske univerze po principu, okrog katerega smo se morda prej strinjali, čeprav se verjetno mi na tej premici o izobraževanju nikoli ne bomo čist. Po mojem lahko naredimo, bom rekel, en korak naprej in se vsi zavedamo tega, da bomo naredili Slovenijo na nekem področju odlično, da bomo najboljši. In jaz mislim, da tukaj so startupi vsekakor ena izmed področji, kjer to dejansko lahko smo. Je pa tukaj več ukrepov, da to moramo narediti. Ampak prvo, kar jaz mislim, da rabimo sploh pri nas zavedanje, da bomo odlični. In da bomo imeli to vsi, bom rekel, to zavedanje, bom rekel, nekje pred sabo in za sabo, da bomo to dejansko naredili. Ker jaz mislim, da samo odličnost lahko seveda naredi to, da si pol svetovni prvak, drugega ni. In da lahko seveda potem tudi tekmuješ. Zdaj, seveda, vse tele probleme, jaz mislim, da to lahko narediš, moraš narediti pa okolje in da je premalo. Recimo, vsekakor je nekaj univerza, pa naredimo odlično univerzo. Vsekakor se strinjam tukaj, da je seveda težava z jezikom, poznam ta problem. Ampak tukaj mislim, da je to osnova. Sam tle se bomo mogli zmeniti in seveda bo morala biti večja privatna iniciativa, to, kar kolega Škobrne se verjetno ne bo tukaj strinjal. Saj tako mislim. Ne, da smo se začeli skregati, hvala Bogu, da smo se začeli glede tega kregati, ampak tukaj bo treba nekaj narediti. In drugo, seveda okolje ali pa miselnost spremeniti. Prvič, da hočemo biti odlični in drugič, da bomo naredili tudi okolje takšno, da bomo lahko odlični. In da bomo tiste, ki bodo odlični, spoštovali. Lahko samo eno stvar še dodam. Dajte, včasih se v politiki zdi, da se nič ne da. Zdaj bom povedal zelo banalen primer. En zakon o obrambi, za katerega rabaš 60 poslanskih glasov, vsega 20 let ni dal spremeniti, ni dal. Ker je prišla neka migrantska kriza, cela politika takole, čez noč je bilo dovolj glasov, smo vse naredili. In tudi mislim, da če se bomo na politični ravni odločili zavestno, da želimo biti na neki točki najboljši na svetu, ker naš problem in to, kar ste vi citirali, je, da smo pred 15-10 leti veljali za neko super silo med ex-socialističnimi državami, zdaj nas prehitevajo vsi po levi in desni, od Čehov, Estoncev in še lahko naprej naštevam. In to zato,
ker so delali bogokletne neoliberalne reforme, če sem zelo eksakten. In tukaj je potrebna samo odločitev. In jaz bi si želel zelo preprosto stvar, da bi nas ljudje sodili po naših dejanjih. Pika. Ker imate vi celo vrsto politikov, ki so odlični retoriki, vam bodo znali zelo lepo stvari povedati, ampak potem, ko bodo prišli v vlado, bodo na vse stvari pozabili. In zato jaz vam samo preprosto prošnjo, sodite nas po naših dejanjih. Jaz ne znam tako. Ampak na to, kar ste omenili, mislim, da se, če ste me poslušali na začetku, strinjamo, da smo enostavno neprepoznavni. Sem tudi sam v osnovi začel svojo poklicno pot kot marketinger in mi je jasno, da enostavno znamo v tej državi marsikaj narediti, pa tega ne znamo pokazati, prodati, povedati. In da je ena izmed stvari, ki jo moramo narediti, skupen konsens, ne da smo lahko najboljši, ampak da si sebi dopovemo, da smo najboljši na določenih področjih in seveda tudi na vašem področju. Tako da v štartu sem to nekako začutil in še danes stojim za tem, da imamo težavo pri tem, da ne znamo tega primerno skomunicirati. Ok, hvala lepa. Čisto na kratko, Tadej, je še prosim, Tadej tam nemaš. Hvala. Jaka, zelo konkretno bom poskusil odgovoriti to, kaj se je zgodilo. Mi smo za skupnostjo startup zdaj zadnjih 6 mesecev sedeli toliko, ko mislim, da vse vlade pred tem skup niso. Zakaj? Ne samo zato, da bi govorili, ampak da smo naredili. Mi smo dobili Alešov blog, ki je govoril v 23 točkah, kaj je treba narediti. Smo dobili odločitev predsednika vlade, rešte, smo sedeli, pa ne samo zato, da bi imeli sestanke in smo spravili v skupen dokument, ki ga je vlada potrdila, imenuje se Slovenija dežela startupov, noter napisali, kaj smo že rešili, 40% od teh stvari smo rešili. Ostale smo napisali, kako jih bomo in da jih bomo rešili v tem letu. Povsem konkretno, da smo hoteli biti najboljši in da imamo možnost biti najboljši, je bila tudi izjava mednarodno, ni verjetno do Estonije segla, ali pa so bili zavisni, da smo rekli, da bomo najboljši na področju blockchain startupov na svetu. In to počnemo. In tu je drug del odgovora, mi nismo še dobili, tako kot imajo v Švici, od vseh 4 regulatorjev odgovora, točno na kak način delamo ICT, smo pa dobili na enem projektu, to je projektu DataFounda, prvem evropskem projektu, ki je v Republiki Sloveniji kot podjetje ustanovljen, mnenje vseh 4 regulatorjev, ki je temeljno mnenje, na kak način tudi celotna ostala skupnost ICT-ov pa kriptosvetala deluje. Tako da imamo naslednjo sredo prvi evropski summit blockchain tehnologij na Brdu pri Kranju, skupaj z 3 najbolj propulzivnimi evropskimi državami, Evropsko komisijo, kaže, da to udejanjamo. In jaz vas res prosim, ali pa sem mislil, Aleš, da boš ti v uvodu to tudi poudaril, da si pogledajte akcijski načrt, kaj not piše, kaj smo not naredili, kaj smo povedali še, da nismo in kaj bomo in kako. Je pa res, da ta izkušnja, ki jo imamo vsi, mi smo tudi najprej, preden smo začeli delati, šli skup v San Francisco z eno delegacijo, ki jo prvič zdaj ali pa enkrat redko kdaj niso zastopali samo predstavniki države na eni strani, pa potem podjetja kot taka, mi smo šli skupaj, se tam postavili, se potem tudi na ta način strinjali, da moramo določene stvari narediti, smo jih naredili, ampak od tod naprej, s tem, kar imamo, mislim, da naslednja vlada lahko samo nadaljuje, čeprav ima še omejene pristojnosti, bo pa tudi do junija še tiste stvari, ki jih lahko oddelala, pa zopet skupaj z vami in če se to zavedamo, dajmo to skupaj tudi povedati. Ni dosti, da to samo posamezniki govorimo, to sporočilnost, te stvari, ki smo jih naredili, moramo ponosno tudi povedati. Tako da ni vse tako črno, tako se je zdaj slišalo tudi iz debate tu, z vaše strani, pa tudi strani skupnosti, določene premike smo v zadnjih 2-3 letih pa res naredili. Verjetno se Aleš strinjaš. Hvala lepa. Ja, se vsekakor strinjam. Pač v zadnjem letu pravzaprav se je dejavnost zelo povečala, na koncu tudi prvič, da skupnost sedi pred predstavniki strank, ki bodo verjetno krojile usodo Slovenije v naslednjih nekaj letih. In tudi nastavki, ki smo jih zdaj zastavili, so bili dobri.
ampak objektivna dejstva pa obstajajo. Še vedno imamo 100 milijonov na leto, ki jih puščamo zunaj. In mislim, da govorim v imenu vseh mojih kolegov in malo polagam na srce, dajte imeti to v mislih. Jaz sem šel kot domačo nalogo, predno sem se tukaj dobil sem šel malo brati volilne programe, pa pretekle volilne programe vaših strank in moram reči, da startupov ni toliko notri, kot bi si jih želel. Tako da mogoče v imenu vse skupaj vam malo polagamo, dajte na nas malo misliti, oziroma to industrijo malo misliti, ker je, kot sem v uvodu rekel, zelo verjetno najhitreje rastoča industrija, ki jo imate na voljo. Prosil bi vas še za zaključne besede, potem pa zaključimo. Ja, hvala lepa. Zdaj se bi morda tukaj vseeno malo dopolnil, ne. Mogoče v nekem volilnem programu Slovenske demokratske stranke ni besede startup, ne. Piše pa na opisni način glede startupov in piše, da nova podjetja ne bodo plačala davkov dohodkov pravnih oseb na začetku poslovanja in to bo veljalo za 3 leta, ko smo o tem programu raven govorili, ne. Tak ukrep smo pri nas že imeli, potem seveda precej tistih vprašanj tamle odpade, če sploh davka v prvih 3 letih ne bo in ta prva 3 leta ne bi tudi startup vsaj po nekih opredelitvah dejansko bila. Zdaj, moje prepričanje je, da na startupih je prihodnost in da država mora postaviti pogoje in za startupe boljše in za ostala podjetja in še nekaj, ne, predvsem perspektivo za mlade in da tisti, ki bodo tukaj, ki so izšolani, da ostanejo dejansko tukaj. 8000 nas jih gre po nekih pač statistiki, res jih nekaj pride, ne. Sam po tistem, kar sem jaz bral v statistični urad, pridejo z veliko nižjo izobrazbo, z veliko višjo pa dejansko odhajajo. In jaz mislim, da je treba narediti tako perspektivo za startupe v tej državi, kot tudi perspektivo za vse mlade. Hvala. Očitno je, da globalni svet ceni slovensko znanje, ne ceni pa poslovnega okolja in te stvari bo potrebno v prihodnosti izboljšati. Vsej vizija moje stranke je, da bi našo prihodnost, naš razvoj utemeljili na 2 ključnih stebrih. Eno je ta naravna diverziteta in drugo je ta gospodarska uspešnost, kjer imajo startupi ključno vlogo. Jaz bi se vam za zaključek najprej zahvalil za priložnost, da sem danes bil z vami. Govoril sem več, kot sem bi moral in predvsem sem si želel, da bi več poslušal vas. Tako da si bom tokrat obratno, običajno si vi želite od politike, zdaj si bom pa jaz zaželel od vas, da na naslednjem srečanju bolj mi poslušamo, pa da to postane bolj tradicionalno, in da seveda bomo kdaj to naredili tudi v navzkrižnem pod narekovaju ognju z deležniki, ki bodo imeli pa diametralno nasprotna mnenja in pričakovanja od vas, da tam tudi tista mnenja skrešemo in da potem skupaj kreiramo izzive, ki bodo in ne bom rekel, tako kot na vseh zgodbah, ste edina in prva prioriteta in vse bo super, bom pa rekel, da vas želimo slišati, želimo poslušati in želimo tudi mi stopiti iz okvirov, da bi znali narediti to, kar pričakujete od nas, ne bomo pa seveda zmogli sami in evo, če lahko tukaj gremo skupaj, bomo zelo veseli. Hvala. Torej, kot je bilo rečeno, dialog zadnje leto poteka, je intenziven, iščejo se rešitve in Stranka modernega centra ima nedvomno ljudi, eksperte, ki lahko te stvari nadaljujejo in še nadgradijo, to je brez dvoma. 15. 16. maja verjamem in vas vabim tudi v tej priložnosti, da se vidimo v Mariboru. Tudi letos bo več kot 600 startupov iz širše regije predstavilo svoje case na tradicionalnem podiumu. To je enkratna priložnost, da se spoznate tudi z ostalimi iz te startup scene recimo in tudi priložnost, da se po letu dni, ko je predsednik vlade obiskal, usedemo in tako kot je Tadej rekel, pregledamo, kaj smo naredili in kaj je še ostalo za narediti.
Obljuba je seveda, da peljemo to zgodbo naprej. Akcijski načrt je živ dokument, ki se pregleduje, updata in tukaj nikaj za dodati. Na koncu bi samo rekel, da ena želja, ki pa jo imam osebno, pa je, da poskušamo zagotoviti ne samo startupom, ampak tudi naslednji fazi, torej tako imenovan prehod v scale-up. In tukaj smo dejansko slabi v Sloveniji, v vsej Evropi pravzaprav. In mi smo v lanskem letu podpisali dogovor z Evropsko banko za razvoj, ki da 16 milijonov evrov za to, da start-upom na lahek način pravzaprav omogočimo sredstva za financiranje prehoda v scale-up. Potem smo, danes pravzaprav nismo niti besedice rekli, ampak tudi to je pomemben del pravzaprav te start-up scene. In tukaj še ena pač zaveza, da kolikor se bo dalo, bomo tudi na tem področju še delali. Naslednji teden imamo prav na to temo še eno, bomo rekli, dodaten vir financiranja smo zagotovili. Tako da, glejte, delamo, kolikor se le da. Hvala lepa vsem skupaj, hvala, da ste prišli in nas vse poslušali, da smo vse poslušali in kot rečeno, upam, da bo startup bi glavna tema naslednjih parih mesecev in let. Hvala lepa.